Dober dan, drage gledalke, spoštovani gledalci. Izola, staro ribiško mestece z ozkimi uličicami, z visokimi in ozkimi hišami v stisnenih razgibanih ulicah, z Beneško Mancioljevo palačo iz 15. stoletja v neposredni bližini mestne luke, tako imenovanega Mandrača, in Besengijevo iz 18. je tedni prizorišče 7. svetovnega prvenstva v jadranju v razredu Evropa. Mesto, ki je to šele od začetka 19. stoletja, je bilo prej otok, kar pove tudi samo ime. Najstarejše naselje je nastalo po padcu Rimskega cesarstva, Haljetum je temelj sedanjega starega mesta. Sanacija le-tega bo Izoli vrnila življenje. Ribičem, gospodarjem na lesenih barkah in širokem morju so polne mreže nekoč prinašale lep zaslužek, bila pa so tudi leta praznih mrež. Klasično ribiško mesto z majhnimi čolni v Mandraču in jutranjo ribo na pomolu pa je tudi industrijsko in turistično mesto. Izola, mesto z nasmehom, ni več le stari del, pač pa so tu tudi nova naselja, vile, hoteli. Še vedno so tu vinogradi, vinogradniki in vrtnari, ribiči pa tudi dobri jadralci. Prav te si bomo lahko ogledali tedni na svetovnem prvenstvu v razredu Evropa, ki je tudi olimpijski za dekleta. Črni oblaki in grmenje niso napovedovali kaj lepega, zato smo se preselili v hangar, kjer so morali tekmovalci opraviti obvezne meritve. Kakšna je vaša naloga in funkcija pri teh? Naloga oziroma te naše ekipe je, da pogledamo barko, če nima kakih nalepk, ki ne bi smele biti, oziroma kakšnega sponzorja, ker je za to posebno mesto na barki. Potem imamo dolžino od pete jamborja do palube in pa težo barke. Naša naloga to je merilno mesto 2. Tu se miri se jamborje in bume. Miri se njihova dolžina in teža. Se pravi, da najprej se zmeri dolžina in se na koncu na določeni višini, ker je predpisana za jambor, se označi in s tem se zalepi nalepka, kot to vidite, in s tem je bum pripravljen za tekmovanje. Torej, tu sem v vlogi uradnega merilca in kot vidite tukaj primerjujemo jadra, kobilice in krmila in smo kar polni rok, to se pravi, imamo veliko dela, ker je to zelo precizno in natančno delo. Druga mednarodna regata, sem zelo zadovoljna in upam še naprej na takšne uspehe. V drugi regati sem štartal zelo dobro, spodaj in sem polekel takoj pod obalo, tako kot je bilo treba in sem prišel v redu na bojo. In potem sem vse držal pod kontrolo in tako da sem prišel tudi v cilj zelo v redu. Ja, zdaj sem vozila
mislim, zdaj za nas Opavike je v bistvu kot nek trening pred svetovnim prvenstvom, tako da nisem še, potegnila vse sebe. Kljub začetnim težavam okoli urejanja samega prizorišča je organizator nekako uspel to prizorišče urediti. Jaz mislim, da tekmovalci večjih pripomb zaenkrat niso imeli. Tako razne drobne napake, katere se še pojavljajo, pa skušamo odpraviti. Glede ogleda samega prizorišča na morju smo imeli do zdaj iz tehničnih razlogov nismo imeli možnosti gledalce popeljati z večjim plovilom na morje, vendar to bomo uredili v prihodnjih dneh. Ocena Opavika je pa super, bolj se ne bi moglo zgoditi. Prvo mesto je najlepše, kar se da dobiti. Dober dan, drage gledalke, spoštovani gledalci iz Izole, kjer se je včeraj začelo svečano otvoritvijo 7. svetovno prvenstvo v jadranju v razredu Evropa. V kulturnem programu so sodelovali Izolska godba, piranske mažoretke in istrski glasbeniki. Pokrovitelj prvenstva je predsedstvo Republike Slovenije, v imenu le-tega pa je prvenstvo odprl njegov član, dr. Matjaž Kmecl, ki je poudaril pomen prireditve na našem Malem morju. Tu ga zdaj vidimo s predsednikom organizacijskega odbora prvenstva Leopoldom Gorjupom. Matjaž Kmecl je poudaril pomen prireditve na našem Malem morju in v naši mali državi, majhni kot je jadrnica Evropa, a samostojni in samozavestni kot so tekmovalci v njej. Vsi skupaj, vsi govorniki so jadralcem zaželeli ugoden veter. Tu predstavitev vseh reprezentanc, 150 jadralk in jadralcev prihaja iz 20 držav. V ženski konkurenci je 54 tekmovalk iz 17 držav, največ 10 iz Švedske, 9 iz Italije, naših deklet pa je 5. V moški konkurenci je prijavljenih 96 predstavnikov iz 16 držav. Največ 10 jih imajo Švedi, ki so dodatna 2 člana reprezentance dobili z dobrimi uvrstitvami na Open Weeku. Popolne so tudi vrste Hrvaške, Danske, Finske, Italije, Norveške in Slovenije, ki imajo po 8 reprezentantov. In zdaj reprezentanca Slovenije. Poglejmo si še regatno polje. Označeno je s 3 bojami, tu vidimo številkami 1, 2 in 3. Na samem prvenstvu sta 2 regatni polji za moške in ženske, jadrajo v tako imenovanem olimpijskem trikotniku s temi 3 bojami. Označena je pot najprej iz štarta do številke 1, 2, 3 in nato okrog enke, ponovno do boje številka 3 in nato proti vetru v cilj. Prva boja leži prav v vetru pred startno črto, drugo položijo levo ali desno od nje, tretja pa leži pri startni črti. Tu še grafičen prikaz regatnega polja, kot vidite, pod ronkom za ženske in pod bolnišnico izolsko regatno polje za moške. Takole naj bi bilo postavljeno regatno polje ob maestralu. Lahko se seveda spremeni glede na smer vetra oziroma vrsto. Tu vidimo, kako je, če piha jugo. In zdaj kot zadnja še burja, ki je prav danes tekmovalcem na začetku povzročala nekaj težav.
Že ob obali je bilo čutiti rahlo burjo. Branko Barčin. Katarina Čok, tudi dekleta so se odpravila. No, mi bomo več pozornosti namenili moškim, kjer imamo tudi več kandidatov za visoke uvrstitve, pa tudi konkurenca je močnejša kot pri dekletih, ne le po številu. Vemo namreč, da so se olimpike odpravile že na treninge v Barcelono. Takole je izgledala slika pred samim startom. Jadrnice se morajo kar nekako postrojiti v tisto črto, ki je med dvema čolnoma, ki označujeta ta startni del. Torej na startu ni boj, pač pa dva čolna. Tu regatni odbor in pa tisti prvi čoln, ki da tudi tako zvočni kot signal in pa dvigne zastavico, ki pomeni, da se bo tekma začela, in sicer najprej 10 minut prej dvignejo napovedni signal, 5 minut prej pa da tekmovalna komisija zvočni signal za pripravo. Jadrnica se teh boj oziroma v tem primeru čolnov ne sme dotakniti. Pri zavijanju okoli nje na samem tekmovanju pa ima prednost najbližji čoln. Slišali smo zvočni signal, to je pomenilo še minuto do začetka prve regate. No, takole se je prva regata nekje 20 minut do 2 le začela. Videli ste kar precejšno gnečo okrog čolna regatnega odbora. Mnogi tekmovalci so ocenili, da je prav tu tisti najboljši veter, ki jim omogoča, da dobro odjadrajo tale prvi plov. Slišali ste tudi zvočni signal, ki pomeni proteste, torej nekaj tekmovalcev je dvignilo v čolnih zastavico, ki pomeni, da se bodo po odpeljani regati v roku 1 ure pritožili in potem pač komisija in žirija odločita, ali bo tekmovalec diskvalificiran zaradi ali nepravilnega štarta oziroma onemogočanja nasprotnika. No, tule vidimo barko. Organizatorji so omogočili tudi gledalcem, da si tekmovanje ogledajo pobliže, kajti prav z obale se bolj malo vidi. Danes so namreč morali postaviti regatno polje precej ven, že tja proti Ankaranu, Debelemu rtiču oziroma kar proti italijanski obali. V ospredju nemški predstavnik Bastrup, številko 1387, ki je nekako povedal že na začetku. Takole pa se razkropijo jadrnice in iščejo vsaka po svoje najbolj ugoden veter, ki bi jim prinesel dobro uvrstitev. Dobro je startal tudi naš Branko Barčin, zmagovalec Open Weeka. In tudi preostali naši, Samo Potokar, Marko Morgan in pa Zmago Kranjc, so bili nekje v prvi 15-terici. Mauricio Benčič, Slovenija 3. Obrnil je, mislim, da tam okrog 10. mesta. To je še vedno prva boja.
No in kmalu za njim je prijadral tudi Samo Potokar s številko Slovenija 66. Ja, tukaj ga vidimo. On je bil, mislim, da 19. pri prvem obratu. No, smer, v katero grejo sedaj, je tako imenovan povoljno med jadralci. Primorci temu pravijo medzanave. To je smer približno z odklonom 45 stopinj od vetra. Mednarodna žirija je sestavljena v skladu s pravili o jadranju Mednarodne jadrovne zveze, to je ta knjižica, ki jo imamo tu pred seboj, in sicer je sestavljena tako, da mora biti najmanj 5 članov, od tega vsaj 3 mednarodni sodniki, se pravi priznani od Mednarodne jadrovne zveze. V tem našem primeru imamo 7 sodnikov, od tega jih je 5 mednarodnih in 2 nacionalna sodnika. Koliko je bilo doslej protestov, kako ste jih reševali? No, do zdaj smo imeli vsega skupaj 11 protestov, kar je izjemno malo pri tolikšnem številu tekmovalcev. Mi imamo vendarle 150 tekmovalcev in bi bilo lahko število mnogo večje. Da je protestov manj, moram reči, gre predvsem zasluga dobri organizaciji, predvsem jasno na morju, kajti protesti so vedno odraz neke nenavadne situacije in če regata ni dobro pripravljena, seveda so pogoji za vložitev protestov mnogo večji. No, to je bila regata, ki se je odvijala istočasno s prej videno žensko regato. Vendar na drugem polju. Tako, ja. Na fantje so imeli ponovno enkrat razveljavljen štart in tista črna zastava je ponovno grozila na jadrnici regatnega odbora, no in v drugo ni bilo toliko diskvalifikacij. Tu vidimo v spredju Šveda, številko 3111, ki je malce potegnil, čeprav tale črta ne kaže pravega razmerja. No in tik ob njemu slovenski predstavnik Samo Potokar, trenutno najbolje uvrščen slovenski tekmovalec. No, hitro je prišel do svojega vetra, vendar ni imel dovolj višine, kot pravimo jadralci, torej ni bil dovolj, bil je pod drugimi, zato je verjetno bil tudi je tudi izgubil. Tokrat pa v vodstvu finska predstavnika, najprej Piirainen in nato še Jakola. Kot tretji je obračal danes Ronhold, nato pa Meleby, Kontorp, Karlsson, Edler, Hermansson, Mongelli in pa Keim. Hermansson je bil soliden četrti v drugi regati, Keim pa eden od tistih tekmovalcev, ki so bili že dvakrat diskvalificirani, in sicer se mu je to zgodilo v prvi in pa v tretji regati. Tu je bil 12. Karto Petri, 14. Moberg, torej tisti, ki so trenutno na vrhu razpredelnice, kot 18. je bil na prvi boji Brčin, 25. pa Potokar. No, Potokar se je v tej smeri, torej v povoljno, to je od prve do druge boje, dvignil nad druge, tako je bil na svojem vetru. To je verjetno naredil zaradi tega, ker je nekoliko hitrejši kot konkurenca, to je predvsem zaradi jadra. No in tule Meleby, ki je iz četrtega prišel na prvo mesto, kot drugi tu Kontorp in kot tretji Ronhold, danski predstavnik, ki je zadržal tretje mesto. Potem pa gneča, kakršne smo te dni vajeni, zlasti ob prvih in drugih bojah, potem se tekmovalci le bolj razkropijo. Tu prihaja Branko. Branko je bil tu uvrščen nekje okrog 22. mesta, tako da je 4 izgubil. No, na 28. pa je bil tu Samo Potokar, ki je prav tako za 3 mesta slabše jadral. In pa tretja boja, na kateri je zadržal vodstvo še vedno Meleby. Drugi je bil prav tako Kontorp in tudi vse do 8. mesta ni bilo sprememb. Tule pa naš trener Matej Orešič, ki je tudi danes z nami v studiu, sokomentator tega prenosa oziroma skrajšanega posnetka.
19. je bil tukaj Samo Potokar, pridobil je kar 9 mest, 21. pa Brčin. No, sedaj prihaja na konec drugega kroga in se odpravlja v krmo z vetrom. V spredju Melebi, ki je bil tudi na 4. obratu najhitrejši. Tukaj je Harmason, Šved. In za njim takoj Samo Potokar. Ja, naši so bili slabši zaradi tega, ker so vsi po vrsti zelo slabo štartali. To je sploh, mislim, da vsaj, če se spomnim prejšnjih svetovnih prvenstev, značilnost naših jadralcev. So premalo aktivni na štartu. In seveda, slabim štartom se sicer da narediti solidno uvrstitev, ne more pa se zmagati oziroma priti v sam vrh. No, Samo je lepo napredoval tu še za 6 dodatnih mest. Italijanka Kaligaris. Ja, ona je bila že, mislim, da 2-krat svetovna prvakinja. Za njo Švedinja Nina Manson in Belgika Belemans. No, za Chiaro Kaligaris lahko rečemo, da je bil zanje veliko razočaranje, da se ni uvrstila kot 2-kratna svetovna prvakinja v olimpijsko ekipo italijansko. Vanjo, kot vemo, se je uvrstila v razredu Evropa Arijana Bogatec, slovenska zamejka, ja, ki študira, mislim, da v Rimu, telesno kulturo. No, tu spet naša Krajgerjeva. V tej drugi regati je šlo našim približno tako kot v prvi. Le Vesna Dekleva je bila precej boljša, saj je ob koncu zasedla 15. mesto. Skupno, če pogledamo njene uvrstitve, v prvi regati je bila 11., v drugi 29. in v tretji 15., tako da je trenutno na 18. mestu. Tu zgoščen prihod okoli boje. Vzrok temu je tudi ne tako močan veter in potem se pač verjetno več tekmovalk zbere na enem kupu. No in tu v ospredju Kaligarisova, ki je vodila. Ja, na bojah je vedno v tistem, torej v sredini, torej pri srednjih mestih je največja gneča, medtem ko so na primer tale zadnje jadrnice in sprednje so nekoliko razvlečene. No in tam se tudi da dosti pridobiti. Tu vidimo zdaj Vesno Deklevo. Predtem pa je bila tu Belgika številko 864. Belgika in Švedinja Mansonova sta zamenjali mesti. Številko 3150 pa se je Milburnova prebila na 4. mesto. No, tu lepo vidimo, kako vozijo vorco, cik-cak, vsak po svoje. Vsak poskuša pač najti najboljšo smer, najboljši veter. No, tudi zamenjani mesti. Mansonove pa Milburnove. No, ob kakšnem močnejšem vetru najbrž takole skupaj ne bi mogle ravno jadrati. Ja, pa je. Tudi v močnem vetru so predvsem pač na svetovnih prvenstvih, kjer so izenačeni, vozijo skupaj in tam se marsikaj dogaja, seveda v takih gnečah. Kajti takrat se tudi velikokrat jadrnice prevrnejo in potem pride do velikih zapletov. Pride ob takem primeru do prekinitve regate, do diskvalifikacije, do kazenskih točk? Ne, do prekinitve v močnem vetru ne pride, ne. Diskvalifikacije pa pride, če pride do kakšnega trčanja, kjer nekdo prekrši regatna pravila. No, ravno na ta prevračanja sem pri tem mislila. Ne, na prevračanje pa tako, da
Jadrnica, ki je prevrnjena, od nje noben ne more zahtevati, da daje prednost komorkoli drugemu, torej dokler je prevrnjena. Samo problem je, naprimer, da se kdo kakšno jadrnico zaleti, ker ti lahko pride tudi do kakšne materialne škode. No, vendar zato po pravilih odgovarja vsak sam. Da, tako je, ne, da to v navodilih zmeraj piše, da mora, pač, da je vsak sam odgovoren za opremo, pa tudi zase. Čeprav morajo biti vse jadrnice ustrezno zavarovane, če želijo štartati. No, na 4. obratu smo videli prva Italijanka, druga Belgika, 3. in 4. Švedinja, na 10. mestu je bila Vesna Dekleva. Torej vrstni red v bistvu enak. Tu pa cilj in pa mislim, da je bila prva številko 3150 Švedinja Milburnova, druga kolegica Mansonova in tretja Nordqvistova, torej trojna zmaga Švedin. No, istočasno kot dekleta so štartali tudi fantje, zdaj smo se preselili na to drugo regatno polje. Tudi prvič je bil neuspešen štart, no tole je že ta pravi, ponovljeni. Videli smo Sama Potokarja, ki je bil prvi na prvi in drugi boji, no nam pa se je zgodilo tisto, kar se rado pač primeri na morju. Odpovedal je čoln, tako da prvih obratov nismo mogli posneti. Že tako na začetku je bilo diskvalificiranih kar 12 jadralcev zaradi prestopa črte, pa vendar to še vedno niso bili vsi. No, povemo za Sama Potokarja, da prihaja iz kluba Piran, star je 21 let, na Evropi jadra že od leta 85, torej 7 let. Za sabo ima že tudi nekaj velikih tekmovanj, bil je na 3 svetovnih prvenstvih, na mednarodni regati v Livornu je dosegel že lep uspeh, leta 86 je bil 3. Bil pa je tudi zmagovalec mediteranskega prvenstva leta 88, letos pa je bil drugovrščen. Samo iskrene čestitke za današnje drugo mesto in tudi srebrno medaljo, torej viceprvak svetovnega prvenstva. Najlepša hvala, vesel sem, ful sem vesel. Neverjetno, nisem mislil niti približno kaj takšnega. Po tistih včerajšnjih peripetijah okoli vode v jadrnici se je danes odlično izteklo in izpeljalo. Ja, verjetno zato, ker sem včeraj bil po podvoju, sem bil danes tako dober, verjetno ne bi bil tako dober. Ob temu kot organizatorji upamo, da ste tekmovalci in vsi naši gostje bili in boste zadovoljni z našo prireditvijo. But we have to look into the future, and I wish you welcome all. Še medalja, ki jo podeljuje predsednika JEK-ja, gospod Gustav Dahlberg. Prikupna Švedija odhaja kar z nekaj nagradami iz naše Izole. In zdaj švedska himna.
gospod Dalberg. Drugovrščeni na svetovnem prvenstvu in nosilec srebrne medalje. The second place and silver medal, Samo Potokar, Slovenija. Pokal podeljuje gospod Jože Pratnik, predsednik Jadralne zveze Slovenije. The prize will be awarded by Mr. Jože Pratnik, President of the Yachting Federation of Slovenia. In še medalja izvod gospoda Dalberga. Tretje mesto, bronze medal. Per Moberg, Norveška, Norway. Pokal podeljuje gospod Marjan Jemec, Slovenije. The prize is awarded by Mr. Marjan Jemec, the General Secretary of Sports Association of Slovenia. Medalja iz rok gospoda Dalberga. Na oder zdaj vabim tudi izolskega župana, kajti občina Izola tudi svetovnemu prvaku poklanja umetniško sliko koprskega slikarja Toma Vrana. Kot rečeno, podeljuje bo izolski župan, predsednik skupščine gospod Zvonko Grahek. The mayor of Izola, Mr. Zvonko Grahek, will hand over the picture made by Tomo Vran to the men world champion. Six.